prvi svoji ustavi izrecno zagotovila, ne glede na bivanje v okviru federativne Jugoslavije, ne samo svoje pravice do samoodločbe, temveč tudi pravico do odcepitve. S tem si je seveda tudi že v skupni federativni republiki zagotovila pravico do morebitne razdružitve in vključitve v kakršnokoli drugo državno ali politično skupnost, kot se je pozneje dogodilo. Ob tem je potrebno poudariti, da je bilo vse to možno izvesti samo zato, ker smo istočasno s partizanskim bojem uspeli priboriti tudi k priključitev Primorske, kajti sama miniaturna Dravska Banovina v predvojni kraljevi Jugoslaviji, tudi če ne bi bila priključena k Italiji, pod nobenim pogojem ne bi mogla pridobiti potrebne mednarodno pravne atribute za oblikovanje kakršnekoli lastne državnosti. Jasno in odločno je treba torej danes ugotoviti in domači desnici ter svetu jasno povedati, da brez osvoboditve bi nikoli ne prišlo do kasnejše osamosvojitve. Ob takih opisanih zgodovinskih dejstvih se človek upravičeno sprašuje, kako je mogoče, da si slovenska desnica ob dokajšnji podpori Cerkve dovoljuje danes vedno bolj ofenzivne napade in z lažmi ter sprenevedanji obtoževati NOB in povojno slovensko državno ureditev. Pa ne samo to, dovoljuje si tudi odpirati spomenike kolaborantom in tudi lažno prikazovati svetu našo sedanjo državno oblast kot nedemokratično in zato neuredno sprejemati pomembne funkcije v organih Evropske unije, kar opazujemo zlasti v zadnjih dnevih. Tovarišice in tovariši, spoštovani, ni dvoma, da smo za tako stanje v državi krivi predvsem mi sami. Zavedamo se namreč nespornih zgodovinskih dejstev z vsemi argumenti, s katerimi bi lahko dosledno in učinkovito pobijali njihovo propagando ter njihove druge, vedno bolj ofenzivne nastope. Žal tega doslej nismo delali ali vsaj premalo delali. Tiste, ki smo že nekaj časa opozarjali na ta problem, zaradi katerega opažamo tudi naraščajoče malodušje med našim članstvom, so nas nekateri naši tovariši doslej skušali prepričevati, da svoje partizansko poslanstvo dobro izvajamo. Po njihovem dokazovanju naše dokazujejo vedno bolj masovne proslave in druge aktivnosti Zveze združenj borcev, podkrepljene z vedno višjim številom prisotnih udeležencev in kar naj bi bilo po njihovem mnenju pričalo o naši pravilni usmeritvi. Toda ravno v tem je bila naša napaka, ki pa se jo v zadnjem času vedno bolj zavedamo in skušamo odpraviti in jo tudi moramo odpraviti. Končno smo namreč spoznali, zakaj je bilo treba pred leti, ko je naš partizanski rod začel polagoma po zakonih narave odhajati, v naš statut unesli majhno pismeno spremembo, ki pa veliko pomeni. Zvezo borcev NOB smo namreč spremenili v Zvezo borcev za urednote NOB, kar pomeni, da smo morali aktivnost negovanja tradicije NOB začeti dopolnjevati in nadgrajevati z borbo za te vrednote, torej borbo proti nekomu, proti sovražniku in vemo, kdo je pri nas naš nasprotnik NOB. To je današnja desnica, ki te vrednote zanika in usiljuje svoje sprenevedene in laži, s katerimi skuša preboleti ta svoj zgodovinski kompleks kolaboracije. Dobro se pri tem zavedamo, da ne gre več za boj z orožjem, marveč preprosto za boj pridobivanja volilnih glasov. Prav ste slišali, borbo za pridobivanje volilnih glasov. Da, ker le na ta način bomo lahko uspeli ohranjevati in dalje razvijati tako slovensko državno oblast,
ki bo sposobna in pripravljena nadaljevati tak družbeni red in politično klimo, ki bo zagotavljala in bila sposobna, ki bo klimo zagotavlja nadalje razvijati take politične in ekonomske razmere, o katerih so sanjali in se zanje borili naši partizani in za katere svoje življenje žrtvovali tudi 12-terica borcev NOB, ki se jih danes tukaj spominjamo. Zato smo tem dolžni to spoštovanje in hvaležnost ohranjati in prenašati tudi naprej na naše bodoče rodove. Le na ta način bomo lahko prisilili desnico, da premaga svoj zgodovinski kompleks kolaboracije in prizna svojo zgodovinsko zmoto, kar je nujen predpogoj za medsebojno slovensko pomiritev. Globoko smo prepričani, da nam bo to uspelo. Hvala lepa.